Se Slovenska vojska uri za primer državljanske vojne, vlagati v vojsko ali 780 milijonov evrov raje dati zdravstvu sociali? Bomo o tem res odločali tudi volivci na referendumu v soočenju obrambnega ministra Tonina in poslanca Levice Kordiša. Obvezno nošenje mask razburja, je res nujno, zdravstveni inšpektori bodo iskali kršitelje, kako bo za izrekanjem kazni, globe so visoke od 400 do 4000 evrov. Slovenija je postala vesoljska sila, ko sta satelita Trisat in Nemo HD plod znanja slovenskih znanstvenikov zapustila Zemljo in se pridružila več kot 2600 satelitom, ki krožijo v vesolju. Bosta srečala tudi Teslinega roadsterja. Super bogati v času pandemije še bolj bogatijo in na veliko kupujejo. Nanje se še bolj lepi tudi zlato, ki dosega rekordne vrednosti. Povpraševanje po zlati varnosti še vedno raste. Od prošnje za brezplačno kosilo v poreču do prave vojne in povsem resne razprave na družbenih omrežjih je influencerstvo posel, služba ali navadno prosjačenje. Dober večer. Se Slovenska vojska uri za primer državljanske vojne. Ali bi sredstva za vojsko lahko namenili za zdravstvo, socialo? Ali res ne potrebujemo Slovenske vojske, ki v tej državi ne upravlja samo nalog obrambe države, temveč je vpeta tudi v družbeno življenje, pomaga pri naravnih nesrečah? Tako nekako gredo debate v državnem zboru, kjer so se danes na matičnem odboru poslanci predvsem obmetavali z očitki levo-desno. Zakaj potrebujemo 780 milijonsko injekcijo v vojsko, bomo vprašali obrambnega ministra Mateja Tonina in zakaj ne poslanca Levice, ki na to temo predlaga celo posvetovalni, morda zakonodajni referendum Miho Kordiša. Še prej pa poglejmo, kje smo. Tina Hojnik. O Slovenski vojski največkrat slišimo to. Poročilo ponovno, tako kot v preteklih letih, ocenjuje pripravljenost Slovenske vojske za delovanje v vojni za nezadostno. Manjkrat pa denimo, pravi izredni profesor z katedre za obramboslovje, to. Kjerkoli se naša vojska pojavi v tujem sodelovanju oziroma v sodelovanju misijah in operacijah drugod po svetu, vedno žanjemo pohvale, kako izvrstno vojsko imamo. In še manjkrat to. Slovenska vojska opravlja tudi veliko civilno-družbenih nalog, na katere velikokrat pozabljamo skozi sistem zaščite in reševanja. In nenazadnje tudi varovanje naše južne meje so stvari, ki ne vem, kdo bi jih upravljal, vkolikor pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske ne bi imeli. Daleč stran od vadbišč, kjer zadnja leta beležijo občuten osip kadra, daleč stran od misij v tujini, se je danes politično tehtala vladna namera o 780 milijonih za investicije v Slovenski vojski. In vse, kar želimo v tem parlamentu, parlamentarci, pa ste nam to vzeli z interventnim zakonom, je to, da nam poveste samo, odkot boste vzeli. Ne, da želimo, to zahtevamo. Samo odkot boste ta sredstva vzeli, za vsako leto posebej. 780 milijonov v obdobju 5 let, začenši z naslednjim. Denar bi med drugim vložili v 8 in 4 kolesne oklepnike, transportno letalo, 2 helikopterja, raketne sisteme, pa infrastrukturo in osebno opremo vojakov, o neprimernosti katere je bilo večkrat govora. Politična dilema ob tem pa, ali denarja ne bi rajši porabili za javno zdravstvo, pa socialo. Sam mislim, da bi slovenska politična elita morala povedati naslednje. Nujno je zagotoviti te vire financiranja Slovenske vojske, sicer je ne bomo imeli in hkrati ne bomo jemali drugim, ampak bomo pač ta denar dobili iz nekega drugega fonda. Skratka, ne bi izbiral med ali, ampak in, se pravi, potrebujemo Slovensko vojsko in ja, potrebujemo zdravstvo in šolstvo, brez tega seveda država ne more funkcionirati. Opozicijo pa skrbi še, da bi bili posli netransparentni, da kot argument za takšno finančno injekcijo manjka ocena ogroženosti države. Uslugo s posli pa ob tem delamo predvsem tujim korporacijam, še pravijo. Gospod Kordiš, zakaj se vam zdi sporno, da Slovenija po vseh teh letih, ko je vojska v bistvu na psu, vloži ta denar vanjo, nenazadnje gre tudi za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti? Ta denar ni denar, ki bi šel v Slovensko vojsko, to je denar, ki gre za orožje. Če damo 780 milijonov evrov za orožje, potem bo zmanjkalo za tiste točke, ki jih v tej državi ljudje najbolj občutijo in ki jih najbolj potrebujejo. Govorim o javnem zdravstvu, govorim o domovih starejših, no vsezadnje tudi gospodarstvo se pogreza v recesijo. Sem bi moral denar.
Zakaj ne gre denar tja in ali bo res manjkalo denarja, če boste dali teh 780 milijonov vojsko? Ta zakon, ki bo danes v parlamentu podprt v odboru z dvotretjinsko večino, včeraj v državnem svetu podprl ga je tudi predsednik republike, omogoča preživetje slovenski vojski. In s tem slovenska vojska popolnoma nobenemu ne jemlje. Hvala Bogu smo v preteklosti na ravni Evropske unije izpogajali 12 milijard evrov evropskega denarja, ki ga bomo prvenstveno črpali za zdravstvo, za socialo, za infrastrukturo. To pa tudi ustvarja manevrski prostor, da lahko namenimo prepotrebna sredstva za preživetje slovenske vojske. In najprej v prvi fazi namenjamo za opremo vojakov, za naše vojašnice, ki so iz 60. in 70. let, za 2 helikopterja, zaradi tega, da bomo lahko sile prerazporedili tudi v gorsko reševanje in pa za transportno letalo in pa za torej vozila, ki bodo zaščitila naše vojake. Ta oprema ni preveč uporabna niti za zaščito in reševanje, niti za obrambo domovine. 8-kolesniki bodo prišli, oziroma oklepniki bodo prišli 400 milijonov evrov. To je oborožitev, ki je namenjena, da je v uporabi izven meja Republike Slovenije na misijah v tujini. Če želimo okrepiti zaščito in reševanje, v Levici smo prvi, ki pravimo, dvignimo te postavke, okrepimo zaščito in reševanje. Ampak kar kupujemo, je orožje. Resolucija, ki jo je sprejel parlament, torej državni zbor v najširšem smislu, piše tudi o tem, da je Slovenija dolžna zagotavljati varnost in mir v svoji bližnji soseščini. In to tudi počne. Mi pošiljamo naše vojake zlasti na Balkan, kjer imamo 77% naših vojakov, ki jih pošiljamo izven meja Republike Slovenije, in prav te vojaki prispevajo k miru in varnosti na Balkanu, kar je v strateškem interesu Republike Slovenije. Je pa nujno, da če pošljemo vojake izven Slovenije, da jim zagotovimo varnost. Tudi zato potrebujemo ta oklepna vozila. Ne omenim, v tem času so bila številna pričanja, da bi naši vojaki žal morda prišli v vrečkah nazaj, če ne bi imeli Patrij, če ne bi imeli Hambijev, ki so jim zagotovili varnost ob morebitnih napadih v tujini. Gre predvsem za idejo, da Slovenska vojska deluje kot podporna milica Zveze NATO, predvsem v sodelovanju z Združenimi državami, z Američani pri križnih žariščih, ki so jih ti Američani sami vzpostavili. In če bomo dali 780 milijonov evrov za orožje, bo za vse ostalo zmanjkalo denarja. Že sedaj imamo proračun, ki beleži 4 milijardno luknjo. Ni evropskih sredstev, ki to lahko zamašijo. In za teh 780 milijonov, da vam dam samo eno primerjavo, bi lahko vzpostavili 170 domov starejših občanov. Naj še to povem, da izven meja Republike Slovenije deluje zgolj 5% naših vojakov, vsi ostali so v domovini, tako da ta sredstva so prvenstvo namenjena našim vojakom doma za okrepitev varnosti slovenskih vojakov, in to je tisto bistveno, kar želim sporočiti. In še enkrat, jaz ne bi pristajal na to demagogijo, ne zdravstvo, ne socialna ne bo ničesar izgubila. Naj povem, da je ta vlada recimo zagotovila 30 milijonov evrov dodatnih sredstev za zaposlene v domovih starejših, da bomo zgradili 5 domov za starejše. Prejšnje vlade leve jih niso zgradile. Tako da to je lažna dilema. Zdravstvo in sociala bosta dobila svoje, črpali bomo predvsem iz teh 12 milijard evropskih sredstev, s tem pa ustvarjamo manevrski prostor tudi za varnost. Gre res za lažno dilemo? Orožje se kupuje ravno zato, da bi še več pripadnikov Slovenske vojske se lahko vozilo po afganistanskih puščavah in ne zato, da bi kakorkoli zavarovali Republiko Slovenije. To orožje ni primerno za varovanje domovine. In predvsem so na psu pri nas sistemi, kot so javno zdravstvo, skrbstvo starejših in tako naprej. In že poglejte zadnji rebalans proračuna. Za zdravstvo, ki nas je pripeljalo čez epidemijo, manjka 100 milijonov evrov. Kje so sredstva, da bomo to pokrili? Prednostno bi pa sedaj kupovali orožje. To je samo noro. Gospod Kordiš, zakaj je vaš poslanski kolega ministra Tonina danes spraševal, ali se Slovenska vojska oziroma posamezne enote znotraj vojske urijo za primer državljanske vojne? To je bilo poslansko vprašanje, ki smo ga vložili v kontekstu tega, da so mediji okrog največje vladne stranke, stranke SDS, načeli vprašanje možnosti državljanske vojne in se Matej Tonin kot minister za obrambo ni samostojno distanciral od teh dejanj in teh izjav, zato smo predložili tudi našo vprašanje, ker se je potrebno narediti en korak v stran od ekstremistov v vladi Janeza Janše, ki so v glavnem v stranki Janeza Janše. Sedaj se pa ta ekstremizem izvaža še navzven s tem, da se kupuje orožje za okupacijo drugih držav. Naloge
Slovenske vojske so natančno predpisane v Zakonu o obrambi. In to vrstno vprašanje, če se Slovenska vojska pripravlja za državljansko vojno in na kateri strani bo sodelovala, so enostavno žaljive za Slovensko vojsko. In zato sem imel težavo odgovarjati na to poslansko vprašanje. Mimogrede, ne, poslanec Kordiš je izjemno aktiven in me je v tem času zastavil dobrih 180 poslanskih vprašanj. Hvala Bogu, smo mu včeraj uspeli na vsa njegova odgovoriti. Je pa žal veliko takih, ki so provokativna, ki zaposlujejo na sistem in ne služijo ničemu drugemu kot provokacija. Provocirate gospoda ministra? Da gre na vsak način za vladno operacijo, ki pravi, kupimo orožje mimo stališča javnosti, 75% ljudi nasprotuje temu, da damo denar v orožje, izkazujejo tudi ta naša poslanska vprašanja. Vlada se na vsak način trudi sabotirati javno razpravo, tudi s tem, da na naša poslanska vprašanja ne odgovarja, skratka ne daje niti podatkov. Ne? Danes smo dobili neke osnovne podatke, 1 uro preden se je seja odbora začela, 2 meseca po roku in tako naprej. Pospešili so sprejemanje zakona v državnemu zboru in zato v Levici pravimo, pojdimo poprašati ljudi. Velika večina ljudi nasprotuje, gremo na referendum. Se pravi, na referendum, v vsakem primeru, če vas prav razumem, če bo zakon sprejet, dvotretjinska večina, recimo, ne, je dejal danes minister Tonin v politiki, je soglasje široka, SD se je recimo danes vzdržal. Zanimivo. Predlagali smo posvetovalni referendum, ampak glede na to, kako se stvari razvijajo, da vlada skriva podatke, da zavira javno razpravo in da na vsak način hoče samo kupiti te oklepnike, se vsak dan bolj približuje možnost tudi zakonodajnega referenduma, ki je pa zavezujoč. Zakonodajni referendum. Eno je razprava za to, da rešimo problem, drugo pa je razprava, da blokira in ovira. Naj povem, da razprava o situaciji v Slovenski vojski teče že dolga leta. Ne nazadnje, letošnjega januarja je bila v Državnem svetu javna razprava o beli knjigi v Slovenski vojski. Jaz sem ta zakon napovedal že 3. junija, danes je 3 mesece. Imeli smo več kot dovolj časa, da bi se v teh stvareh poglobili, ampak Levica enostavno ne pride z rešitvijo. Njihova edina rešitev je ukiniti Slovensko vojsko. To bi bilo najceneje za njih, ampak še enkrat poudarjam, Slovenska vojska je ustavni element te države. V začetku te države smo se odločili zanjo, tudi ubrana nam je samostojnost in dolžni smo zanjo vse osnovno skrbeti. Samo to še rečem, po izračunih, oziroma po dokumentih, ki so jih sprejele prejšnje vlade, Šarčeva, Cerarjeva, pa tudi Pahorjeva, bi vojska potrebovala 3 milijarde evrov, seveda tega denarja v prihodnjih letih ni, zato smo zadeve maksimalno racionalizirali in prišli na 780 milijonov. V ustavi piše tudi, da je slovenska zunanja politika miroljubna, kar pomeni, da se more prevajati vojaške sposobnosti v obrambo domovine. Nič pa v ustavi ne piše o oklepnikih za okupacijo Afganistana in drugih držav. Naj se izjasnijo ljudje, gremo na referendum, ali želimo dati 780 milijonov za orožje, ali za skrbstvo starejših, za javno zdravstvo, za stanovanja za mlade. A je Slovenija koga napadla? Ali ste vi za to, da naše vojake zaščitimo, ko jih pošljamo kamorkoli? Jaz kot minister za obrambo sem dolžen poskrbeti za varnost naših vojakov. In ta oklepna vozila, ki vas tako motijo, niso tanki, niso letala F-35, niso neko ofenzivno orožje, ampak so vozila, ki skrbijo za varnost naših vojakov, ko se peljejo od točke A do B. To sem dolžen poskrbeti. Mi je pa jasno, in to je lahko vaša legitimna politična pozicija, da ste za ukinitev vojske. Ne bi bili edina država, morda, kot veste, Kostarika je tudi brez vojske. To je možno, ampak Slovenska vojska ima eno nalogo, ki je obramba domovine in ne to, da igra ameriško pomožno milico 10.000 kilometrov stran od meja te naše domovine. Ampak da vas takole vprašam za konec, gospod Tonin, ste sposobni te nakupe izpeljati brez afer? Vse doslej veliki nakupi v Sloveniji so bili zaznamovani z aferami. Vsekakor. Te zadeve peljemo popolnoma transparentno. Tudi zaradi tega se je odvila taka razprava, ker smo že v obrazložitvah natančno vse napisali. Jaz vem, da je od tega odvisna prihodnost Slovenske vojske in če bomo zamučili zdaj, bomo zamučili za vekomaj. Najlepša hvala. Za vlado Janeza Janše so provizije na orožarskih nabavah vedno pomembnejše od demokracije. Tako bo tudi tokrat. Bo? Vsekakor ne, dajte. Dobro, najlepša hvala obema, da sta bili naša gosta in glede na napovedi, gospod Kordiš, bo to razprava, ki jo bomo še veliko krat slišali. Najlepša hvala. Hvala vam. Hvala vam za povabilo. Od polnoči sta znova obvezni nošenje mask in razkuževanje roku zaprtih javnih prostorov.